Poglejmo si še primer, kjer imamo podano enakorobo šeststrano prizmo, vendar tukaj nimamo podanih osnovnih podatkov, ampak samo njeno prostornino. Kako bi torej iz prostornine dobili površino prizme? Torej, prostornina te prizme meri 6144 krat koren iz 3 kubičnih centimetrov, izračunati pa moramo njeno površino. Dajmo si na hitro kar takoj skicirati to prizmo. Vemo, da plašč sestavlja 6 enakih kvadratov, osnovna ploskev je pa pravilni šestkotnik, ne? Torej, vsi robovi, popolnoma vsi robovi, niti ni treba, da vse označim, ampak vsi robovi merijo enako. Če zapišemo kar splošni obrazec za volumen te prizme, je osnovna ploskev krat višina, kot vedno. Zdaj, izhajamo pa, da je to pravilni šestkotnik, osnovna ploskev, vemo torej, da je sestavljen iz 6 enakostraničnih trikotnikov, torej 6 krat a na kvadrat koren iz 3/4, to je zdaj osnovna ploskev, krat višina, ampak višina v enakorobi prizmi vemo, da je enaka osnovnemu robu, torej kar krat a. Zdaj tukaj imamo a na kvadrat in krat a. To lahko združimo v a na 3. Torej zapišemo, volumen je 6a na 3 koren iz 3/4. Zdaj sem dala tudi 6 in a kar na zgornjo ulomkovo črto, da nam bo lažje rešiti enačbo. V tem primeru bom kar zamenjala strani enačbe in hkrati vnesla torej prostornino. Zapišemo torej 6a na 3 koren iz 3/4. To je torej enako 6144 krat koren iz 3 kubičnih centimetrov. No, sicer enote bi lahko tudi spustila. Vidimo, da v obeh primerih nastopa koren iz 3, torej enačbo lahko delimo s korenom iz 3. Torej dobimo pri prvem 6a na 3/4 je enako 6144. Da se znebimo še četrtin, pomnožimo enačbo 4, dobimo 6a na 3 je 6144 krat 4 in vse skupaj še delimo 6, da osamimo, torej a na 3 je tako. Zdaj, da ne bom nedolgo tukaj računala, sem prej že posebej si izračunala in se pravi, ko to vse zmnožimo, pokrajšamo in tako naprej, dobimo 4096. Zdaj tukaj vidimo, da a na 3 je 4096. Tukaj je treba torej izračunati tretji koren iz tega števila, ne? Torej, katero število pomnožimo trikrat med sabo, da dobimo 4096. Zdaj to lahko bi k temu pristopili z ugibanjem, torej tretji koren, ne? Lahko s kalkulatorjem, kakorkoli, dobili boste, da je to 16 centimetrov. Torej, zakaj je tretji koren iz 4096 16? Zato, ker je 16 na 3 4096. Torej je tretji koren iz 4096 enako 16. Če bi imeli kvadratni koren iz 256, vemo, da je to 16, zato ker je 16 na kvadrat 256. Enako velja za tretje korene. Torej, dobili smo zdaj za enkrat a je 16 cm, čaka nas še površina. Zdaj, za površino, ja, tukaj imam dovolj prostora, tako da bom kar sem za površino še izračunala. Površina pa je torej 2 osnovna ploskev spet plus plašč. Osnovna ploskev, a jo imamo kje prav kaj posebej izračunano, je nimamo, ne? Torej, naredimo kar, kaj sem zapisala, torej 2 krat 6 krat a kvadrat koren iz 3/4 plus
Plašč pa sestavlja 6 kvadratov, torej 6a na kvadrat. Mogoče sam komentar tukaj, ne. Naredila sem že ulomkovo črto, drugače 2x6 bi bilo mogoče skoraj boljše, da bi bilo pred ulomkom, ker 2 predstavlja 2 osnovni ploskvi, 6 predstavlja, da je osnovna ploskev zgrajena iz 6 enakostraničnih trikotnikov. Kakorkoli, če to zdaj lepo vse vnesemo noter, pa lahko tudi kaj že pokrajšamo, recimo 2 in 4 in 2 in 6. Torej dobimo 3 krat 16 na kvadrat koren iz 3 plus 6 krat 16 na kvadrat. Zdaj tukaj spet lahko torej lahko izpostavljate, lahko pa izračunate. Jaz bom tukaj raje skoraj izpostavila, torej izpostavim lahko 3 in 16 na kvadrat, torej 3 krat 16 na kvadrat, ostane nam koren iz 3 plus 2 kvadratnih centimetrov, pa izračunamo samo še 3 krat 256. In to je. Torej dobimo 768 koren iz 3 plus 2 kvadratnih centimetrov.